Pozdravljeni! Za sezono 2021 se obeta velika sprememba na področju pogonskega sklopa. Ta ne bo imel več 6 elementov, temveč mu bodo dodali 7. In ta 7. element bo izpušna cev. In preden se z vaše strani zvali cel plaz ogorčenja o tem, kako so stvari neživljenjske, mislim, da tokrat zakonodajalci so naredili nekaj primernega. Če pogledamo v športni pravilnik za sezono 2021, točneje 23. poglavje, bomo videli kar nekaj sprememb. To je tisto poglavje, katero ureja število elementov pogonskega sklopa, katerih ima na razpolago določen voznik, ter seveda kazni na štartnem razporedu dirke, vkolikor jih preseže. Namesto dosedanjih 6 elementov imamo 7. Torej poleg motorja z notranjim izgorevanjem, turbine, MGU-H, MGU-K, baterije in kontrolne elektronike imamo zdaj dodan še izpušni sistem. A izpušni sistem, exhaust system, je nekaj drugega, kot si mi, navdušenci, lahko mislimo na prvi pogled. Namreč prva zadeva, katera je tudi meni osebno padla na pamet, je tista velika cev v zadku in zraven je še tiste dve manjši oziroma ena malce večja cevka. Gre za tisti terminal in seveda oddušnika Westgateovega ventila. A ta dva nista zajeta v definiciji. Če vzamemo tehnični pravilnik in pogledamo, kaj tam definira kot izpušni sistem, vidimo približno naslednjo definicijo. Izpušni sistem se deli na levo in desno krilo ter zajema praktično kolektorje, tiste zbiralnike izpušnih plinov, kateri iz bloka motorja z notranjim izgorevanjem dovajajo izpušne pline na turbino. Turbina je seveda svoj poseben element ter Westgateov ventil in oddušnika oziroma oddušnik Westgateovega ventila niso del izpušnega sistema bolida. Torej smo razumeli, da gre za nekaj čisto drugega. In zakaj je bilo potrebno tudi to regulirati? No, do sedaj so ta element menjali na vsak dirkaški vikend. Praktično je imel izjemno kratko življenjsko dobo. Stene teh cevi so bile izjemno tenke in bodo tudi v sezoni 2020. Tako da se bomo malce bolje razumeli. V sezoni 2019 se je zgodilo na 3 dirkah, da so pri ekipi McLaren menjali lev in desen krak na obeh bolidih po končanih kvalifikacijah in pred začetkom dirke. To se pravi v tistem režimu Parc Fermé, kar ni nič proti pravilu, a ker gre za tisti malce omejujoč režim, so zapisali menjavo in zato imam to dokumentirano. Zakaj je ta element tako kritičen, zakaj ima tako kratko življenjsko dobo? Minimalna teža pogonskega sklopa je sedaj določena na 145 kg. In vem, gre za Formulo 1 in minimalna teža je tudi praktično tista maksimalna, da smo si na jasnem. In zato, ker morajo pogonski sklopi sodobne Formule 1 zdržati določeno število kilometrov, vsak gram, ki so ga prihranili na izpušnem sistemu, je pomenil nekaj več materijala na tistih elementih, katere se je štelo. In zato smo prišli v te ekstreme. Ogromno napora, ogromno tehnologije je bilo usmerjene na element, kateri je prispeval izjemno malo, ampak je pomenil izjemno velik strošek. A ker vemo, da je v ozadju teh sprememb tudi Ross Brawn, kateri se razume na filozofijo Formule 1, ni samo omejil izpušnih sistemov na 8 kompletov v sezoni, temveč je tudi dvignil minimalno težo pogonskega sklopa v sezoni 2021 za 5 kg. In prav tu je dal možnost vsem inženirjem, da bodo malce naredili te cevi debelejše in tako dobili tudi tu vzdržljivost.
In seveda, te elementi so znani, da prenašajo kar visoke temperature. Vidimo, kako so izolirani, na raznih posnetkih smo videli tudi, kako žarijo. Zato ni čudno, da ukolikor so stene pretanke, tudi popustijo oziroma imajo krajšo življenjsko dobo. To se pravi, neka sprememba, katera mislim, da ni tako omejujoča oziroma da bo doprinesla kar nekaj k Formuli 1. Seveda, če ne drugega, k zmanjševanju stroškov. Predtem sem omenil tiste oddušnike ventila Westgate, o katerih je bilo malce govora. A treba je omeniti še neko zanimivost. Ti so ločeni od tistega zadka izpuha od sezone 2016. Predtem so se združili v tisto večjo cev bistveno pred zadkom. Od sezone 2016 boste videli, da jih imamo ločene in v različnih kombinacijah. A ne gre za nič takega, kar bi vplivalo na hitrost samega bolida. Vpliva samo na zvok. Poleg tega v 23. členu je še ena zanimivost, katero mislim, da moram poudariti. Namreč število elementov MGUK je v sezoni 2021 fiksirano na 3. Če se vrnemo najprej v sezono 2019, smo imeli na razpolago le 2 elementa za 21 dirk. Nič kaj takega boste rekli. V sezoni 2020 je bilo sprva planiranih 22 dirk in zaradi tega so dvignili število elementov MGUK na 3, kar je spet razumljivo. A pustimo, kaj se je zgodilo s to krizo koronavirusa. V pravilniku za sezono 2021 so še zmeraj 3. S pripombo, da ukolikor bo manj kot 19 dirk, bodo število zmanjšali na 2. Torej smo videli, kak napor so imeli razni proizvajalci pogonskih sklopov v sezoni 2019 s sistemom MGUK oziroma elementom MGUK. Toliko kot zanimivost. To so spremembe, katere nas čakajo v sezoni 2021. In kot sem povedal, po mojem osebnem videnju, niti ne tako brezglave in neumne. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.